pustni karneval Kotlje. Veseli smo, da se po 2 letih zopet priključilo kar nekaj vozov skupin. Vreme je lepo in polno mask otrok je oblečenih v pikapolonce, kurante in tako naprej. Zahvaljujem se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi karnevala, sponzorjem, zavodu in članom Krajevne skupnosti Kotlje. Bravo, mi smo družina Regrat, Solata pa kmalu pride. Upam, da se bomo ful zabavali. Prihajamo iz Kamnika in se ful veselimo, pa upamo, da bo veliko krofov in... Mi pa smo mladinska organizacija Moni Heist in se zavzemamo za nove stanovanjske ponudbe za ta mlade v Ravnah na Koroškem. Skozi celo porko dolta bomo pa malo uropali, da naberemo denarja za stanovanjske ponudbe. Prihajamo iz Savlos, kulturno-folklornega društva Podlehnik. Društvo je bilo ustanovljeno 1994, se pravi danes smo samo tu kot Korenti, imamo pa tudi Orače, se pravi etno Orače in skupino Orače Ovčji kos. Med nami je tudi, se pravi, princ ptujskega karnevala, Zlatko Don III. Mi ponavadi hodimo po povorkah kot skupina Oračev, a danes smo pač prišli kot Korenti, mi hvala zapravimo Korenti, ne Kurenti, da se predstavimo, se pravi, kakšne kožuhe imamo. Imamo kožuhe, se pravi, tako so imeli naši dedje, pradedje, se pravi, določene kožuhice, to vidite, da so iz zajčjih kož, da niso iz ovčjih, novejše so iz ovčjih kož, tako da se razlikujemo. Ježo kot ježo, ko vsak kurent ima kapo, na kapi so rogovi, se pravi, to so rogovi od govede, pol s tem, da ruto in ježavka. Na ježavki, se pravi palice ježavki, pa je italijansko jež. Mi smo danes tu prvič, se pravi, od Orače pa že hodimo izven Slovenije, se pravi po Italiji, Avstriji in Hrvaški, pač odkot dobimo povabilo. Njegovo priležnico Tino in tudi vse ostale prisotne, kateri smo na račun našega goloba pridobili kakšen tolarček. Lansko leto, ne upamo, da še tudi več. A bo še to kaj povedal, gospod Golob? Brez pripomb. Brez pripomb. Tina? Brez pripomb. Malo povej, kako se počutiš, ko si zraven gospoda Goloba? Odlično, zmeraj boljše, nikoli boljše. Kako dolgo boš držala za njega? Bomo videli. Dokler bo denar. Eno nagrado je že oslovil. Upam, da drugi ne bo, no, to smislu tebe. Dobar dan, smo Društvo podeželske mladine Mežiška dolina in danes predstavljamo star kmečki običaj in to so koline. Na vozu gar imamo pujse, mi smo pujsek in kar nekaj flajškarov plus sprevodnika, ki nas vozi. Za koline smo se mi danes odločili, ker ta običaj kar zamera in mi smo rekli, da mi mesa ne damo, mi gob štali ne bomo gojili in bomo še vedno štale gradili. Hvala lepa. Lepo zdrav v imenu kulturno-umetniškega društva Kut Kurent 2000 iz Velenja. Prišli smo odgnati zimo tudi k vam na Koroško. Želimo vam vse najlepše in srečno v letu, ki je pred vrati oziroma ki se je ravno kar poslavila letošnja zima, tako da srečno. Pozdravljeni gledalci, prihajam kot predstavnik skupine Avengers, to smo družina Šteharnik, 3 bratje z svojimi družinami, ki vsako leto v bistvu ustvarimo neke unikatne kostume in se predstavimo tule v Kotlah. Letos smo bili, kot sem že rekel, Avengersi, se pravi superjunaki. V bistvu naša tema pa je bila, da se borimo za prevzem vseh ministrskih stolčkov, da bomo popravili korupcijo in ostale, kako bi rekel,
zlobne zadeve v svetu. Se pravi, rešili bomo svet. Samo najbolj spodbudno smo še vedno krapi, tam zato, da imajo vsi.
Čakamo na sprevod pustnih mask, medtem pa nekateri veselo pijete pivo. Bil je en gospod, ki nikakor ni mogel shujšati in je to povedal tudi svojemu zdravniku. Pa mu je zdravnik rekel, potem ko mu je gospod rekel, da pač rad pije pivo, je rekel zdravnik, ja, veste, pivo boste morali pa nehati piti, ker pivo ima pa veliko kalorij. Če spiješ 3 pire, to je toliko kalorij, kot bi pojedel kosilo. In potem je gospod šel v gostilno in si je naročil kar 4 pire. Pa so ga vprašali, zakaj pa 4 pire? Pa je rekel, ja, veš kako, po kosilu pa fajn paše en pir na vrh. Še malo in pustne maske bodo prišle v središče. Kotelj vasi oziroma kraja, ki ima najvišjo koncentracijo visokih občinskih funkcionarjev. Tukaj v Kotljah živijo namreč kar 2 podžupana in 1 župan. In enega od teh funkcionarjev boste lahko videli tudi v pustni povorki, na čelu katere prihaja povodni mož. Potem, ko se bodo pripeljali vozovi, vas prosimo, da pazite na svoje noge in druge okončine. Urgenca v Slovenj Gradcu je sicer blizu, toda okrevanje traja precej dolgo, tako da pazite nase. Ne vem točno, koliko tehta en traktor, vsekakor pa preveč, da bi vaša noga dobro prenesla. Če bi kdo kje videl rdečo kapico, dajte mi reči, meni se ful luštajo rdeče kapice. Sprevod mask se torej začenja, prvi v sprevodu prihaja povodni mož, ki tradicionalno nosi tudi kotuljsko zastavo, zastavo krajevne skupnosti Kotlje. Na zastavi sta Uršlja gora, pod Uršljo goro vidite tudi Ivarčko jezero in če dobro pogledate na zastavo, vidite tam v jezeru tudi enega peseka, ki se utaplja in tam zraven je Bojan Kokal, ki ga rešuje. Ja, tudi Kokala smo dali na zastavo, je pa res potrebno nekaj domišljije. Pozdravljen povodni mož, a mu zaploskamo, čist na rahlo, ne pretiravati, šparat roke, ampak rahlo. Pozdravljen povodni mož, lepo, da si dal Kokala na zastavo. Zadaj pa že prihajajo kurenti, kulturno-umetniško društvo Kurent Velenje. Pozdravljeni! Smo zamešali, to so kurenti iz Podlehnika, se vam opravičujem. Podlehnik je dosti lepši kraj, kakor Velenje, kaj ne da? Kurent je bil včasih zelo lep fant, tako lep, da so dekleta kar tekala za njim. Potem pa je bil že upehan od tega preganjanja strani deklet, zato je prosil Boga, da mu iznakazi obraz. No, zdaj pa je tak, kot je. Pozdravljeni kurenti iz Podlehnika.
Vidite to masko, v Švaba se je namaskiral. Noro, noro, dobra maska, stari. Švab iz Rose, ne moreš verjeti. Kako ga je skinil, ej. Sem pravi slovenski sin, a najlepše je, ko vrnem se v dolino svojih deklici. Ona tam zvezdo čaka me, adijo gole prijatelji. Aj. Ljubiva se na zemljiku, vse do jutra ne zatisneva oči. Pridem ko na starem zvoniku, ura bo bila Po sprevodu mask ste vsi otroci vabljeni tja zadaj, kjer imamo za vas pripravljeno mini planico. Lahko boste tudi skakali. Pa še mini poseko tudi imamo. Pa mini DTK. A veš, kak je mini DTK? Luža je, pa skočiš not, pa je to, kot da si na bazenu. Mini DTK. Tako da lepo vabljeni. Koroški medgeneracijski center pa peče miške za vas. Za mačka pa boste poskrbeli sami na šanku, kaj ne? Dobiti mačka v Kotljah je mačji kašelj. Ravno to pravim. Miške in krofi so tam za otroke brezplačno. Tudi čaj. Vse brezplačno. Miške so zastonj, maček pa košta. sama, v srcu živim, sanjam le njene oči. In najlepše je, ko vrnem se v dolino svojih deklici. Ona tam zvezdo čaka me, adijo gole prijatelji. Ljubiva se na zemljiku, vse do jutra ne zatisneva oči. Pridem ko na starem zvoniku, ura bo bila točno polnoči. Ljubiva se na zemljiku. Tukaj pa zdaj res so kurenti iz Velenja. Voham, velenski so. Voham Šoštan. Kurenti so bili včasih samski fantje, ki so hodili od vasi do vasi, obiskovali hiše. No, danes pa pod kurentijo najdemo vse sorte, ne samo samske fante, tudi poročene fante, poročene žene, otroke, srednji spol, vse sorte najdemo. Ampak zdaj točno za velenjske ne vem, ampak nasplošno pa velja tako. No, še enkrat povem, kurent je bil včasih prelep fantič, okrog katerega so ženske kar naprej tekale in so tekale za njim in ga vsaka ga je hotela imeti, ker je bil pač tako lep in potem je prosil Boga, da mu iznakazi obraz. No, zdaj je pa tak. To je to. In babe ga primer pustijo. Čeprav, ne vse. Pozdravljeni kurenti iz Velenja. Kulturno-umetniško društvo Kurent 2000. A se nam ljubi en aplauz? Kurenti Šaleške doline prihajajo v Kotle. To mi deli. Bravo! Woohoo! Pa to je noro.
Iz Veleja pa tek fejs kurenti. A saj ne moreš verjeti. Ej, pa Lila, tukaj se tam grkla isto. Dajmo kurent! Dajmo kurenti! V Velenju imajo poceni ogrevanje, ampak so se vseeno tako oblekli. Uhu! Dajmo še na poskok! Aplavz za kurente iz Velenja! Šparate roke, kaj ne? Šparate roke, kaj ne? Danes ni več nič zastojn, niti aplavzi. Hvala lepa, potem bojo še malo ostali z nami, tako da se boste lahko fotografirali z njimi. Naslednji pa prihaja, se mi zdi, pihalni orkester Ravenskih železarjev. Kje pa moj mikrofon, oni? A še? Redar gasilec sprašuje, če se lahko spravhamo, da gremo malo bolj nazaj. Nekaj časa se bomo še pravhali, pol bomo pa bolj na silo, ali? A ne bomo, ne, ni. On ni tak bojevit gasilca, veste, ker je prostovoljni. Poklici so bili pa kar bojevici, ste gledali po televiziji. Te so bili pa kar na fejst. Drage obiskovalke in obiskovalci, zdaj pa uživajte v glasbi pihalnega orkestra Ravenskih železarjev. Dobra maska, dobra maska. Le muska je malo favš, maska je pa dobra. Rom, pom, pom, še ne gremo domov. Rom, pom, pom. Rom, pom, pom, živi. Pihalni orkester Ravenskih železarjev tradicionalno nastopa v maski mešano. Zelo izvirno. Hvala lepa. Morda koga prepoznate. Hvala lepa, aplavz za pihalni orkester Ravenskih železarjev. In tu je že naša naslednja maska. To pa so otroci in vzgojiteljice, ki prihajajo iz vrtca Levi Devžej Kotlje. Otroci so naše največje bogatstvo, tako je veljalo včasih. Odkar se je vrtec podražil, pa rečemo, otroci nas koštajo, pravo bogatstvo. Pa še vedno so otroci naše največje bogatstvo. Poglejmo, kaj so se namaskirali. Otroci ste se našemili vsak po svoje, je res. Vzgojiteljice pa so se spremenile v polžke. Joj, kako lepo. Po polžje do novega vrtca hitimo, saj si ga res želimo. Aha, vrtec v Kotljah je bolj tako. Ta objekt res ni lep. Kar se vrtca v Kotljah tiče, so lepe samo vzgojiteljice in otroci seveda. Ampak objekt vrtca pa bo potrebno na novo zgraditi, a kaj kot denarja ni, zato pa čakajo na novi vrtec, tako da upajmo, da ga boste dobili, pa magari s polžjo hitrostjo. V Kotljah res rabimo nov vrtec, kajti Kotlje so eden od najbolj plodnih krajev v Sloveniji. Tukaj se ljudje parijo, množijo, ljubijo in iz te ljubezni se rojevajo srečni otroci in manjka jim samo še nov vrtec. Rožen, a nas čuješ? In potem vse tiho je bilo. Morda pa bomo imeli več sreče prihodnje. Aha,
slino označujemo teren, vendar župan še vedno je nem. Muca jezik papala županu. No, mu bomo sporočili, oziroma mu bojo sporočili, da v Kotljah res čakate in si želite novega vrtca. Aplavz za kotulske otroke in vzgojiteljice Polške. Levi Devžej vrtec oziroma enota vrtca v Kotljah. Mislim, da je v njem kar 70 ali koliko že otrok, skratka vrtec je tako poln, da bolj poln ne bi mogel biti. Tukaj pa že naslednja maska, hvala lepa, tu pa je vrtec enota Ajda. Kaj pa so tu za pusta? Aha, slikarske palete, poglejte vzgojiteljice, slikarske palete. Tudi vrtec Ajda ni v kdo ve kako dobrem stanju, tudi ga bi bilo dobro prenoviti ali vsaj malo osvežiti, a kaj kot denarja ni, lahko si ga samo naslikajo. Pa so rekli, dobro, orodje vsaj imamo zdaj za pusta. Svežina mavričnih barv vas popelje v pisano pomlad. Aplavz za vrtec Ajda z Javornika. Za vzgojiteljice in otroke, kolikor jih je danes prišlo skupaj starši. Pozdravljen Spider-Man. Še en Spider-Man. Pozdravljeni, pozdravljeni. Vi ste vsi zajde. Dobar dan, kar veliko otrok, ja. Tukaj so še nekateri godni za ženitev, za roditev. Imamo odličen porodni blok Slovenije Graške bolnišnice, le vrtci nam še malo šepajo. Skratka, imamo vse, kar potrebujemo za dober razplod in veliko srečnih poroščev. Pozdravljeni, a vi ste iz vrtca Ajda? Ne, ker bi imeli kar velik zaostanek, če bi bili. Iz kjerga pa ste? Iz nobenega vrtca. Dobar dan. Pozdravljeni. Kak lep zajček. To je iz Alice v čudežni deželi, on bel zajc. Ja. Zdaj pa že imamo na pohodu naslednjo masko. Dajmo malo prostora. Wow, aplavz za super junake. Prihaja familija Šteharnik z družinami, tokrat kot junaki iz Marvelovega filma super junakov z imenom Avengers. Kaj si ti nor? Poglej to. A imamo še kaj dlani, en aplavz za Avengerse. Wow! Prihajajo super močmi. Pozdravimo jih vse po vrsti. Kotulski pustni karneval vam predstavlja Ironmana. Kje ga imate? Aplavz za Ironmana. Pa Spidermana. Kje imamo Black Widow? Roke gor. Wow, pogled to. Hulka, kje je Hulk? Kaj si nor? Valkyrie. A sem prav? To je. Kje je Thor? Thor. Night Fighter. Bravo. Black Panther. Kje je Black Panther? Wow. Raccoon. Raccoon ima plovilo na lasten pogon. Mantis. Bravo. Scarlet Witch. Kaj si ti nor, kaka čarovnica? Doctor Strange. Opa. Kako se pa že oni osi reče? Osa. Bravo, Osa. Kake maske. Zdaj bomo k besedi povabili Tora. Tora, priješ. Tor, povej nam, kako vi uporabljate vaše super moči. Imamo, ne, toliko bo šel.
Drage dame in gospodje, za vas govori Thor. Lepo pozdravljeni vsi danes na pustnem karnevalu. Mi smo maščevalci in smo se odločili, da bomo prevzeli vsa ministrstva v Sloveniji in popravili nekrivice, nepoštenost, korupcijo in še marsikaj drugega. Avengers, assemble! Hvala. Aplavz za Avengerse. Ko premagajo korupcijo in organizirani kriminal, pa bojo prevzeli vsak svoje ministrstvo. In potem nas šele čakajo lepi časi. Ljubitelji avtomobilizma, si oglejte to plovilo, res neverjetna stvaritev. Napes pogon, wow. Ne, ima tudi. Vesoljsko plovilo je to, sorry. Vesoljsko plovilo, tukaj ga samo kažemo na zemlji. Ko bi vi videli, kako se to premika po vesolju. Wow. Alica v čudežni deželi. Pozdravljena, Alica. Kako si kaj? Alica, ti nam boš kaj povedala? Ja, potem, Alica, se lahko takole obrneš. Takole. Prihaja Alica v čudežni deželi s svojim spremstvom, izvoli. Pozdravljeni. Ali kdo ve, kje sem? Jaz sem se izgubila, sploh vem, kaj se zdaj tu dogaja. Pustne maske. Pa to niso nobene pustne maske. Tu imam jaz klobučarja, to me je on. Jaz sem padla v luknjo in zdaj sem kar naenkrat tu. In imam strašno rdečo kraljico. A veste, kak me je strah? Vi si sploh ne predstavljate. In viteza. In pogledajte, imajo še vojake. To je res prestrašno. Potem pa še dva bajca tam, kje sta. Oh, in še zajec, ki skozi kaže na uro. Ali je to mogoče? A mi lahko nekdo pomaga? Jaz res moram iti zdaj. Ne? Adio! Bravo, hvala lepa, Alica v čudežni deželi. Upam, da prideš na zeleno vejo in da se bo vse skupaj srečno končalo. Tako kot smo vajeni iz pravljice. Ampak kotulska Alica v čudežni deželi ni nujno enaka pravlični. O, zajček, pozdravljen. Bog ne daj, da bi še zajci dajali otroke v vrtec. To bi bila šele gneča. Dober dan, dober dan. To so igralne karte. Ne, ne, niso. Pozdravljeni. Ok. Kako? Sem prav, sem. Pozabo. Hvala lepa. Alica gre nazaj v čudežno deželo. Tudi Kotlje je čudežna dežela, kot ste lahko opazili. Prosimo, če date še nekaj prostora. Naslednja maska pa res prihaja s traktorjem. A slišite traktor? Zdaj je pa ugasno. Naslednji prihajajo na prizorišče naši omladinci. Mladina, ki je še kar sovražno nastrojena, če bi sodili na prvi pogled, vidite, da imajo avtomatsko orožje. Mladinska organizacija, ki ima jasne cilje, za katere se zavzemajo. Nadaleč to spominja na Netflixovo serijo Money Heist.
Več pa bomo izvedeli zdaj. Kranica je zvesta, ljubiti te zna, srce ti pa znaganom da. Le kdor bo kraljico vzel, bo zmeraj vesel, so zale kot češnjev cvet. Money Heist je kratica Money Heist SP, mladinska organizacija novih intelektualcev. Hočemo aktualne, jasne, strukturirane temelje stanovanjskih ponudb. Money Heist v Kotlah. Je lepa in mlada. Prosim, umaknite se, to je pravo orožje, kot vidite. Je plastično, ampak je pravo. Se skozen smehlja, le nič ne odlašaj. Mater so grozni. Jo hitro zataženo. Le kdor bo kraljico vzel, bo zmeraj vesel, so zale kot češnjev cvet. Glavni pri Money Heist pa je Miha, piše Miha. Več pa boste izvedeli zdajle. Muziko prosim na tiho. Tako se ne bo kaj slišalo. Bi morda izpod te maske lahko kaj slišali? Ne, saj se sliši, ampak zelo malo. A veste, kako je? Za rob so super, za govoriti pa bolj tek. Ropajo pa hitri. Tam pa hitro gre. Saj v bistvu ropar nima kaj govoriti. Ropar more mazniti pa gasa, a ne? Govori šele pol, če ga kaj ujamejo. Ker nam tehnologija ne Se bo slišalo? služi, No, potem imajo tudi svoje ozvočenje. vam povemo sami, mi smo Money Heist, mladinska organizacija novih intelektualcev, ki hočemo jasne, strukturirane in aktualne temelje stanovanjskih ponudb. Ugotovili smo, da v ravenški občini ni veliko stanovanj za nas mlade ljudi in smo se odločili, da oropamo novo Kotulsko banko in tako položimo temelje za nova stanovanja. Bravo! Naj živi Money Heist! In nova kotulska stanovanja! Dol s Kotulsko novo banko! Zdaj ne bude. Srednji dvoric, idemo poslušati. Lepši davno na Koroško. STSP je uspešno uropala nova Kotulska banka. Ta mladi bi radi ostali na Ravnah, če bi le imeli kje najti stanovanje. Ne, kako piše. Bela, čau! Hočemo stanovanja za mlade. Ravnška lokacija se nam dopade. Ta mladi bi kar v Ravnah ostali, če bi davč od mame spali. Načrt banke že imajo,
oropati je treba, pa stanovanja postaviti. Pravijo, da moraš od tašče živeti tak davč, da ne more v copatah na obisk. Sam pri nas je to nemogoče, pišejo Money Heist. Prosim, postavimo se na stran, ta traktor ima gume večje kot človek. A ste tam na strani? To ni hec, če enkrat noga spod, to ne spipaš vun. Tu pa vidite na vozu podeželske mladine, pa vidite same svije, poglejte, same svije, ej. Imajo se svinsko fajn, pa še kar okusno zgleda, ker so tudi flajškari zraven, vidite, aha, koline, neki bo. Flajškari bojo poskrbeli, da bo svinja meso postala. Kako je že rekel predsednik vlade, doktor Golob, da bomo morali jesti manj mesa, da bomo morali jesti manj mesa, Nič ne bomo jedli manj mesa, pravi podeželska mladina, ki nam je pokazala koline, poglejte to. Poglejte to, kaj vse na tem vozu. Korito za svije arat. Alfa za vodo zagret za svije arat. Dreyfus za meso obesit. Svije, pa koliko svi, lejte koliko svi. Bistveno več svi kot pa flajškarjev. Kake seksi svije, ej. Na odru manjkajo sem vegani, vegetarijanci, pa premier Golob, drugi so pa vsi. A pride kjera svija kaj povedat? Ali pa kak flajšker? A utegnete? Ne vem, neki v svojem stilu, sam nima mikrofona. O, kek so pa svije, favla ste danšen dan, še do vzvoza se ne ljubi. Bravo, a ja, flajškar je tam, pa ne smejo. Flajškar svi ne pusti, da bi šla ven skleva. Lej, zdaj pa je po nje, fertik je. Hvala lepa, aplauz za Društvo podeželske mladine, ki se bori za to, da bomo še naprej lahko jedli meso. Bravo. Vse bomo poklali, piše. In naslednja pa prihaja vaška skupnost Stari trg, Grajska vas. Dobar dan. Aha. Takoj ste ju prepoznali, kaj ne da? To je premier Golob in Tina Gaber. Najbolj se ji na njem dopade, sej veš kaj, njegov prevtašl. Je rekla, to ima tek dobro zloženo v denarnici, da imam redko kjer det tek. Lepo ima po 100, ima po 200, ima po 500, ima vse ima lepo zloženo. A, poglej ga Goloba, poglej ga. Security, sorry. Kot že vsi vemo, naš predsednik vlade Golob po domače tavbi zelo rad ustreže vsem našim željam. Zato želimo prikazati njegov dobrosrčni namen delitve oziroma povišice pri osebnih dohodkih. Kot že vsi vemo, je že marsikaterim skupinam povišal osebne dohodke za par plačnih razredov. Zdravstvo, sodstvo, policija, davčna, carina, penzionisti in tako dalje. Je pa res, da dviguje samo svojim najbližjim osebam, ki delajo v privatnem sektorju, pa nič kaj ne dviguje. Upamo, da se to v bodoče spremeni, sploh ker verjamemo v pozitiven vpliv predsednikove nove, nadvse preproste in skromne priležnice Tine Gaber.
Da je gospodu predsedniku vendarle mar za državljane, pa je pokazal, ko je v skrbi za naše zdravje priporočal, naj bo mesa le za vzorec, zelenjavo pa ne kaže šparati. Ne mudi se in ne pričakuje se to v bližnji prihodnosti, če ne prej bo ziher dvignil kak cent mesec pred novimi volitvami. Da bo vsaj takrat tudi prav, saj smo že tako navajeni vsega hudega. Pregovor še vedno velja. Daj tistemu, ki že ima, saj on ne verjame tistemu, ki nima, ker tudi sam ne čuti pomankanja, ker je njegov neto 100-kratnik naše minimalne plače, ki jo prejema večina naših prebivalcev, ki živimo v tej prelepi Sloveniji. Aplavz za vaško skupnost Stari trg, Grajska vas. Super maska s premijejem Golobom in Tino Gaber na čelu. Če bi radi, da dvigne tudi vam, wow, poglej to, kakšna dobra mašina za denar okoli metat. Daj še, leto. Banka Slovenije. Temu se reče helikopterski denar. Ni s helikopterja, je pa s prkolce. Drage obiskovalke in obiskovalci, vse maske so se sprehodile mimo vas. Vabljeni, da še ostanete tukaj v Kotljah, prihaja ansambl Škorpioni, ki so se zadnje čase spoprijateljili z Damjanom Murkom, s katerim so se srečali na enem špilu v januarju, tako da se jim je čisto odpeljalo in bojo bolj da danes trenirali za koledar, ker se tudi oni nameravajo na pol goli slikati za kolender. Skratka, ne zamudite, ansambl Škorpioni igra tukaj v Kotljah, otroci ste lepo vabljeni, tam zadaj imamo mini planico, mini poseko, mini DTK, imamo brezplačne krofe, imamo brezplačne miške, imamo brezplačen čaj, za mačka boste pa sami poskrbeli, ker pir pa ni čist zastojn, je pa lepa cena. Tako da ostanite z nami in se veselimo še naprej na 44. pustnem karnevalu v Kotljah. Naj povem, da smo izjemno zadovoljni letos na tem že 44. tradicionalnem pustnem dogodku, ki poteka v Kotljah. Najprej bi podal iskrene čestitke tudi krajevni skupnosti Kotlje, ki si je prizadevala za dobro organizacijo samega tega dogodka. Mi kot Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pa smo jim pri tem tudi pomagali. Naj povem, da z obiskom smo zelo zadovoljni. Kot lahko vidite, se je zbrala velika množica ljudi. Seveda pa si želimo drugo leto ta dogodek še nadgraditi in upamo in tudi vabimo vse, da tudi organizirate vozove, kot so bili v preteklih letih. Je pa letos ena izmed novosti in sicer, da ni šotorskega dogajanja, ampak smo to dogajanje priselili takoj po dogodku Povorke, tako da se bo nadaljevala, če rečemo po domače, gavda na tem platoju in upam, da bo tudi to uspelo. Hvala.